To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. 62.254 Česa? evrov Je kaj? je treba odšteti za en Bitcoin. Ok. Veš, to je vsak dan več. Evrov? Ja, spremljamo v resnici zmanjševanje vrednosti evra napram Bitcoinu. Si ti predstavljaš? Mi se pogovarjava po nekih filozofijah pa tehnikah. 62.245, čakaj, koliko je bilo prej? Pomenjam. Se vse. A je pomemben? Kaj imamo danes na sporedu? Eno presenečenje, a ne? Ja, danes imamo pa presenečenje. Midva se še učiva in sva si danes drznila narediti intervju. Z mano? En z drugim, Aha, ok. V redu. Mala gosta, a ne? mava goste. Gosta, tako je. A sem prav rekel? Ja, mava goste. Govorila bova še o finančni kroniki, ne? Ja, finančni kroniki. O izdaji obveznic na DLT tehnologiji, govorila bova o EU registru premoženja, o novi denarnici Ledger in o možu prve dame slovenske, ne, komu že? O Melani bova govorila. O Melani in ja, tako je. Danes smo prvič goste, a ne, David? Ja, danes imava dva gosta. Dva gosta in to sta Boris. In živa. iz Bitcoin knjižnice. Kaj točno je Bitcoin knjižnica? Skladovnica bitcoinov? Seznam vseh bitcoinov? Ali kaj je Bitcoin knjižnica? V prvi vrsti skladovnica knjig, ki jih prevajamo v slovenščino, se pravi gradivo knjige iz angleščine, priznanih svetovnih avtorjev Bitcoin uspešnic v slovenski jezik, ker mislimo in verjamemo v to, da je novica, informacija, ki je predana v maternem jeziku, bolj vredna oziroma se bolj usede v naš možgan in potem nekako lažje sprocesiramo podatke. Mater, to je pa res. Kje pa najdemo te knjige? So to spletne knjige, e-knjige, trde knjige, papirnate knjige? To so tiskani izvodi, ki se dobijo se pravi na naši spletni strani bitcoinknjižnica.si. So pa tudi na voljo v večini mladinskih knjig, DZS-jev in še nekih manjših knjigarn in tudi veliko knjižnic po Sloveniji že ima izvod ali dva. Kdo pa je Bitcoin knjižnica? En Bosanc. Sem se hotel učiti slovensko, pa mi ni šlo in sem se lotil prevajanja knjig. Ampak nič bad, sem sam idejni vodja. V bistvu knjige prevajajo prevajalci. Jaz pa sem samo ustvarjalec, ker všeč mi je ideja svobode, všeč mi je ideja končno enega dobrega denarja, ki dela dobro za družbo in to je Bitcoin. To. Kakšna pa je tvoja vloga, Živa? Jaz pa pol, v bistvu moram povedati, da Boris je tisti, ki res to z dušo širi naokoli. On je res pri vsakmu človeku, ki lahko se ustavi in mu želi na kakršen koli način povedati, kaj Bitcoin je in kako bi mu izboljšal življenje. Tako kot mi dva. Stanetom, ne? Tako kot vidva. Ko pač začneš govoriti, pa pol 6 ur ne moreš nehati. Jaz tako recimo zdaj tudi že kdaj, če greva v kako družbo že znanih prijateljev, pa mi pol kdaj kdo reče, a lahko sam 15 minut Bitcoina. Taki posiljevalci smo mi, ne? Tako, jaz neham govoriti o Bitcoinu, ko en kupi knjigo, potem pa. Upam, da si jih že veliko prodal. Ja, dobro mi gre. Kakšna je zdaj kolekcija teh Bitcoin knjig? Katere knjige je Bitcoin knjižnica spravila na slovenski trg? V bistvu lahko za začetek povem, kako se je vse začelo. Sicer Boris ni človek, ki bi neki veliko bral knjige, jaz sem tisti knjižni mol doma, on je pa bolj tako podcasti, videi. Ampak ta Bitcoin ga je toliko pritegnil, da je pol takrat naročil to knjigo Bitcoin Standard.
in mislim, da hkrati še kar fiatnega zraven ali pa takoj zatem. In sva šla na morje in človek niti posode ni šel prat, ker je pač bral. Cel dopust je bral in ni nehal in na koncu je zaprl in rekel, jaz moram to prevesti. Jaz moram to razširiti med ljudi, ker to je noro. To je fascinantno. Mislim, jaz ga čisto razumem, to, da tudi posode ni pomil, pa nič, ker jaz sem bil isto, ko sem bral te knjige. Jaz tudi počasi berem. Ampak ta pogum, da vidiš ta cilj, da nekaj v slovenščini delaš, pa nisi v osnovi, ni to tvoj materni jezik, to mi je res fascinantno, ne, in pogumno. In evo, to vse je v bistvu ratalo. Ne samo eno knjigo, več jih imata. Ja, Boris je pol kontaktiral takoj Saifa, se pravi pisatelja te knjige Bitcoin Standard, in on je takrat pol rekel, da že ena skupina Slovencev prevaja knjigo in da naj se povežemo z njimi. V bistvu nas je on povezal in knjiga je bila tik v bistvu pred končanjem, tik pred izidom, tako da smo se pol s Saifom zmenili že kar za pravice Fiatni Standard, hkrati pa povezali s fanti iz Orkabeja, da bi nekako tudi z njimi sodelovali in so bili oni tudi že od začetka za in za to idejo in za osnovo Bitcoin knjižnice. Tako da na koncu v bistvu, ne glede na to, da so oni založniki, so nas res lepo sprejeli in podprli tudi z naslednjim prevodom, se pravi Fiatnim standardom, in nam nekako omogočili, da smo vstopili na ta nek trg slovenski, da lahko pač te knjige zdaj širimo med bralce. Se pravi, v naši zbirki imamo Bitcoin standard, Fiatni standard istega avtorja. Sledila je bikovska napoved za Bitcoin Vijaya Bojapatija, ki sem jo v bistvu jaz na koncu prevedla. Je lušen, v bistvu tak netehnični uvod za tiste, ki težje preživečijo kakšne debelejše knjige. Potem smo pa dodali še priročnik od našega Klemna, od barantanja do Bitcoina, ki je pa v bistvu prvi slovenski priročnik na temo denarja in zelo super razloži v bistvu so to zgodovino in naslovi Bitcoin in kam se to pelje. Boris, Bitcoin standard pa Fiat standard sta kar, lahko rečejo, da sta kar zahtevno branje, obe knjigi. In nista primerni za čiste začetnike, se mi zdi. Ampak imate pa zdaj dve manj obsežni, pa mogoče malo lažji za razumevanje. Kaj misliš, kje je najlažja? Kje bi ti priporočil čistmu začetniku, ki ga zanima Bitcoin, ki vstopa v ta svet? Najprej bom to povedal, da jaz se nisem naučil, kaj je Bitcoin tako, ker sem prebral eno od teh knjig najprej in se seznamil s vsemi stvarmi, ampak moram biti hvaležen enemu prijatelju Slovencu, ki je poizkušal razložiti, kaj je to Bitcoin dvakrat, prvič neuspešno, drugič bolj uspešno, in mi odprl oči sa sploh idejom, kaj je Bitcoin in kaj lahko pričakujemo od Bitcoina v prihodnosti. Potem je trajalo nekaj časa, da sem jaz to vse sprejel, razumel, pogledal, malo opažal vse strani, preden se je začelo sploh branje knjig. Ampak če imate takega prijatelja, ki vam s veseljem podari to znanje o Bitcoinu, vsaj nekaj malega, potem definitivno preberite bikovsko napoved za Bitcoin, tako lahko branje, hitro se prebere, lahko enemu dnevu, parih urah preberete to knjigo. Če pa želite res več izvedeti, zakaj je Bitcoin, potem bi jaz šel direkt na Fiatni standard, ne zato, ker smo to knjigo prvo prevedli, ampak ker najbolj pove, katere napake oziroma koliko škode nam lahko prinaša ta trenutni finančni sistem. A nama lahko ekskluzivno prvič povesta, kaj prihaja? Katera knjiga je naslednja? Dve. Kar dve knjigi. Kar dve muhi na en mah. Že v začetku pomladi smo predali prevajalcem Broken Money.
od Lynn Alden. To je pa Debel ogromno špeh, knjig. Shit, ja. debel špeh, Super. ampak trenutno najbolj vroča knjiga v bistvu angleško govoričem področju. In smo rekli, da ne moramo mimo nje. To je bilo Je, za gospoda Brodnjaka primerna knjiga. Ja, to je bilo recimo, ja. To je bila za gospoda Brodnjaka kar primerna, da ti to domačo nalogo naredi, ker mislim, da jo ni naredil. To ne smo ugotovili prejšnji. Oziroma, mogoče jo je, pa pač ne pokaže tega. Ne. Ja, ena od nekih recenzij oziroma komentarjev na to knjigo je bila, da ko prebereš to knjigo, v bistvu zveš vse, predvsem iz tega ekonomskega vidika in ne rabiš nobene druge več. Mame doma pa nisem še prebral, če bo pravic povem. Čakaš slovensko, ne? Ja, drži. Bo kmalu. Komaj čakam. S novim šolskim letom. O, to. Sam še ne vem, ali z osnovno šolo ali s faksom. Ja, druga? Ja, druga knjiga je pa, to pa spet jaz prevajam, je pa taka manj obsežna, ampak zdaj sem nekje na polovici in sem rekla, da to je pa knjiga, ker če pa ta knjiga človeka ne obarva, pol pa Kaj pomeni obarva? A veš, kam ljudje to poslušajo, sploh ne vejo, kaj mi rečemo obarva. Ne? ker človeka barvaš v oranžno, pomeni, da ga Mu skušaš mu povedati, skušaš pokazati, kaj je tako, Bitcoin. tako. A? In bolj, ko je obarvan, bolj mu je jasen. Ne? Tako da zdaj smo že oranžni, hodimo po svetu, tistega smo že obarvani in pač barvamo naprej. a Ne? In Ta če knjiga? ta knjiga, Inventing Bitcoin, ne obarva človeka, potem pač res ne vem, kaj bi tam mogel še prebrati ali pa kaj bi mu bilo treba povedati, da bi pač razumel tehnično ozadje Bitcoina. Ker ta knjiga je pa čista osnova tehničnega ozadja in res na tak lep in enostaven način pove, da pač to je tako narejen, da ne more propasti. Da se ne bojo poslušalci ustrašili, ni tako tehnična. Ne, sej, se pravi, ta Inventing Bitcoin Jana Prickarja ni tehnično v smislu, da bi bila težko gradivo, ampak on na tak lep način razloži, da tudi tisti, ki se čutijo, da nimajo nič tehničnega znanja, Drži. je razumljiva. V bistvu Ja. tudi recimo tazga inštruktorja matematike bi se vsak želel, ker ti Absolutno. res na tak jasen in razumljiv način razloži. In to je ta knjiga. Pa res ni debela. Ne, res ni Tako debela. da V te kar bistvu pretegne. je podobna tej bikovski napovedi za Bitcoin. Tako da posta nek dvojček osnovnega znanja. In kdaj prija ta ven? Tudi približno tako kot Lynn Alden. Se pravi, novo šolsko leto in bomo mogli brati. Ne? Tako. Kaj nam postane drugega? Predstavljam si, da je pri ustvarjanju teh knjig in kolekcije prišlo do kakšne anekdote, mi lahko kakšne zaupaš. Zanimivo je bilo pri Fiatnem standardu, mislim, ni bilo čisto nič zanimivo, ampak tako se je šlo, da ko je knjiga izšla, prvih nekaj kupcev je bilo že v vrsti in so komi čakali in smo praktično isti dan iz tiska jih že porazdelili. In nekaj dni kasneje eden iz te družbe pošle sliko naslovnice, kjer se je izpostavilo, da so vsi š-ji zamenjani v ž-je. In se pravi, pojavil se je tiskarski škrat. Jaz, ko sem to videla, sem tekla domov, da odprem knjigo, ker najbolj me je skrbelo, da je cela knjiga zamenjana, da so vsi š-ji, ž-ji. In pa je bilo. To pa ni žala mala, ne? Ne, to ne bi bila žala mala. A je že kaj tazga? Kar težko verjamem, da je bila to edina taka napaka. No. Mogoče Koliko? sem jaz prevajal vitek. Aha, ok, to smo zdaj gotovili, razumem. To zdaj razumem. Ne, ampak jaz si predstavljam, prvič delaš takšen projekt. Vse je novo. Kaj je bilo tisto, kar se vam je zdelo najtežje? Bitcoin je totalno novo področje. Bitcoin se zdaj širi zadnjih 15 let, počasi prihaja na sceno, če lahko tako rečemo. Predvsem pa na slovensko. Mi smo v bistvu prva, da ne rečem založba, kakor samo založniki, ki smo se lotili takih projektov, ki smo se lotili prevajati gradiva v slovenščino.
najdemo nekaj člankov, ki so bili prevedeni, najdemo nekaj mogoče spletnih strani, ki širijo skozi take vrste gradiva, ampak prav se lotiti knjig se še ni nobeden. In ni izrazov. Ni slovenskega izraza za določene Bitcoin termine, ki so pač novi. V bistvu sta vidva tako, kot malo Toporišiča. Na nek način, jaz v bistvu zdaj pač se sprašujem, komu zdaj javiti in da jih Ja, kar nam, dodamo v... klele, bomo mi to zdaj, te nove izraze, imamo lahko listo. Ja, naredimo. sej tako smo začeli zdaj v bistvu s temi prevajalci, ki prevajajo Broken Money, končno ustvarjati tudi slovarček, ne? Ker Si predstavljam, težko je, ja? Ker ni izrazov in pol v angleščini vse ima smisel, pa iščeš besede v slovenščini in res je ne, res jih problematično. ni in je to pač po neki strani je to izziv poiskati novo, je pa v bistvu to tudi neke vrste nagrada, da bomo v bistvu prvi, ki bomo začeli ta izrazoslovje ustvarjati in upam, da se bo pač razširil tudi med ostale bitcoinerje in da se ga bo uporabljali in da bojo neke te besede postale potem tudi normalno v nekak obtoku. Drži. Slovenci smo zelo dobri bralci in v samem svetovnem vrhu po izposoji knjig v knjižnicah. V koliko knjižnicah lahko dobimo vaše knjige v Sloveniji? Naše knjige lahko dobijo v preko 50 knjižnicah. Večina jih ima po en, nekatere po 2 izvoda. Je pa fajn videti, ker lahko si jih pogledate na Kobisu, katere knjižnice to so. Je pa fajn v bistvu, kadar se pogleda na Kobis, je tako zelo lepo videti, ker so večine v rdečem, kar pomeni, da so izposojene. Tako da se berejo in zanimanje za to je. Dajmo pomagati poslušalcem, po čem ne iščejo. Torej iščejo naj po gestih Fiat standard, Bitcoin standard. Fiatni standard, Bitcoin standard, bikovska napoved za Bitcoin, od barantanja do Bitcoina. Živa na začetku, ko se je Boris začel barvati na oranžno, ne? Predvidevam, da ti nisi bila toliko navdušena nad Bitcoinom, ampak ga nisi poznala. Kako je pa skozi ta proces Bitcoin knjižnice? A se je to kaj spreminjalo? A ti zdaj kaj drugače gledaš na Bitcoin, kot si na začetku, ko ga nisi poznala? Mislim, sigurno gledam drugače, ker sem toliko vpeta v to in literaturo in v vse Borisove zgodbe, ki on res spremlja in posluša vse naokoli in dejansko živi skozi ta Bitcoin. Sem bila pa mogoče skeptična od začetka, predvsem zato, ker nisem imela informacij. Nisem bila proti, sem pa pač oseba, ki se rada podučim in preberem in slišim na svoj način in to mi je pač omogočilo in skozi Borisa in skozi te knjige. Sem tudi finančna matematičarka in mi je nekako pol skozi to literaturo bilo vse bolj in bolj jasen, da to pa je malo drugače, kot so nas učili in ima zdaj celo smisla, ker mi mogoče prej kaj ni bilo jasno. Ne? In bolj kot berem, bolj kot se nekako srečujem s to literaturo, mislim, tako je. In vse ima smisel in sploh ne moreš nekega imeti proti argumenta vsemu temu, kar prebereš in si lahko samo v nekem pozitivnem šoku, da pač to je dobro. Drži. Kaj enkrat vidiš te stvari, ne? Malo na drugačen način, kot pa so nas vsa ta leta učili. Povsod vidiš te zablode našega sveta, ne? Ta izkoriščanje v bistvu nas, ne? In okoriščanje peščice. In ja, Bitcoin to obrne na glavo, ne? Jaz bi sam še dodal za konec glede Trumpa. Seveda to je zdaj vroča novica. In smo opazili, da ve pa ne ve o Bitcoinu. Ali pa noče povedati resnice, kaj je to Bitcoin. Je pa hotel malo tako se predstaviti, kot da bi on to neki mogel rihtati po svoje, a ne neki pomagati, odmagati. Ampak se vidi, da ni prebral veliko tih knjig. V bistvu res, če preberete te knjige, boste vedeli več, kot je mogoče potencialni
predsednik Amerike. Drži. Ja, si videl tole novico, ki je prišla ven v enem nemškem Zeitungu, oziroma nemškem mediju, da Evropska komisija namerava narediti bazo, centralno bazo našega premoženja. Kaj bo treba vsako kariolo prijaviti ali kaj bo treba prijaviti? Ja, kjer avto imaš? Fiat, Kariola. kariola. Ok. Ja, se pravi, vse, kar imaš na bančnih računih, a imaš kaj zlata, a imaš kakšne druge surovine, kovine, zapestnice, samo zapestnice, Zobe zlate. zobe zlate, delnice, bitcoin, Karies. kripto, vse. Ne? A se to zdi ok? Ja, kako bodo pa drugače mi kaj vzeli, če ne bodo vedeli, kaj imam? A misliš, da je to v zadnji? Ne. Zato, kar pazijo, oni so pol to popravili in so rekli, a ne, mi delamo samo neko preverjanje, kako posamezne članice Evropske unije registrirajo premoženje prebivalcev. In da nimajo nobenih planov naprej karkoli na tem delati. Ampak če to ven prišlo, ne vem, jaz ne verjamem glih njim, da bojo pri tem ostali, se pravi, da jih samo zanima, kako to delajo posamezne članice, ampak da se pripravlja neki v naslednjih letih, pomeni, da bojo podatke v našem premoženju imeli. Zdaj, koliko bomo mi to pripravljeni razkriti, je druga stvar. Ne? Ali pa kako bomo sploh sposobni ne razkriti. No, določene stvari seveda imajo vpogled direktno, bančni računi, delnice, nepremičnine, avtomobili, držijo. So pa kakšna sredstva, ki pa niso, ne tako. A veš, da meni ne bodo najdene jahte? A veš, zakaj ne? Povej. Ki nimam. A ja, sem mislil, še ko imaš jadrnico. Ej, Boris, kaj pa ti misliš o tem? A misliš, da kaj nameravajo? Kaj pa vem. Mene to niti ne zanima preveč, ker jaz nimam nič. Aha, ti tudi ne. A je bil kakšen ta boating accident? Nekaj takega je. Aha. To tiska zgubiš pa, ne? Te ključke, ki so. Izgubiš, pa nimaš nič, greš delati, pa vse je fajn. Ok, denarnico zgubiš, ne? Tako. Aha. Ja, malo se bojim, no, da se pripravlja tale zadeva na dolgi rok, če je potrebno pobrati denar za financirati kakšne vojne ali kaj podobnega, se pravi, bojo imeli evidence in bojo enostavno rekli, to pa to, bo država zasegla in s tem financirala. In dala tistim, ki potrebujejo. Zdaj pa to so mogoče res tisti, ki nič nimajo, ampak po drugi strani pa tudi tisti, ki imajo največjo moč. Seveda, to je praksa bila i prej, samo so tehnologije bile drugačne. Ja, drži. Nič se tukaj ni spremenilo v tem planu. Sam namen je isti, a ne? Ja, bo se zgodilo verjetno, spet zgodovina se ponavlja, ampak glih zaradi tega je Bitcoin ustvarjen, da bi se opreli takemu posegu. Drži, in ena izmed lastnosti Bitcoina je, da je samo tvoja. Ne? Se pravi, če držiš ključe, oziroma če držiš... Tako je edino sredstvo, ki ga v bistvu lastimo. Drži. Tako da, ja, nič kupite Bitcoin, ne? Mož prve dame v Ameriki, Slovenke iz Sevnice, je bil zamčneni Bitcoin veselici, ne? Kaj je povedal David? V Nashvillu, ne je bilo to, če se ne motim. Par dni nazaj. Glede na tekmo politično, volilno, se je gospod Trump pojavil na konferenci. Mrske je obljubil, seveda v predvolilnem obdobju obljubijo vse, kar se da. In sicer, nič, da delamo prav, ne? Mislim, da je bila prva stvar, ko je v prvem stavku izjavil, če se ne motim. Ja. Pohvalil jih je, ali pa ne. Ja, ampak zraven je kar rekel še Bitcoin in kripto. Tako da tam mislim, da je pokazal, kaj so njegovi nameni, ne Bitcoin, ampak... In tudi razumevanje Bitcoina, ne? Ja, oziroma nerazumevanje Bitcoina. Tudi to. Se pravi, on je prišel tja nabirati politične točke. Kripto in Bitcoin, pač ker populacija v ZDA, mislim, da je tam okrog 40 milijonov, če se ne motim. Populacija česa? Uporabnikov, ki naj bi imeli nek kripto. Tako da to je pa že kar neka volilna baza. Ne? Predvsem pa nekateri
izmed teh imajo kar veliko denarja, a ne? In zato lahko tudi financirajo in sponzorirajo njihove projekte. Tako da, kaj je povedal? Ja, povedal je še, da bo Garyja Genslerja, šefa Seka, prvi dan odpustil, da ne bo CBDC-jev, a ne? S čimer je požel ogromno navdušenja. Ne? Drži. In pa da bo končal trenuten napad v bistvu proti Bitcoin in kripto podjetjem, se pravi, ker jim onemogočajo dostop do fiat. Verjetno ni sveta. mislil samo bank, verjetno je mislil tudi nasprotujočo stranko, demokratsko stranko, ne, ki pa aktivno napada. To je pa tudi Bitcoin, povedal, ja. To je pa tudi seveda izkoristil in povedal, da so oni kontra, a ne. Čeprav je, mislim, da gospa Kamela. gospa Kamela je takoj dala izjavo, da bi želela pa resetirati, kar je Biden imel z kriptosvetom oziroma Bitcoin svetom in na nov začela pogovore s temi ljudmi. Ampak če pogledamo danes ceno Bitcoina in špekulacije, da so demokrati začeli prodajati zasežene kovance Silk Roada, misliš, da nagajajo Trumpu? Možno, da nagajajo Trumpu, ampak Ali si ti kaj prodal? nagajajo predvsem sebi. Ja. No, s čem je pa zaključil Trump? A veš, s čem je zaključil konferenco? Ne, daj povej, no, s čem je zaključil. Have fun with your Bitcoin, your crypto and all the other things you play with. Mater. Se pravi, povedal je, da ne ve, kaj je Bitcoin. Ja, Razkril je. Ne? Kako ste rekel, se pravi, on je On je sam samo prišel skušal nabirati ugajati točke. vsem, ne? Prišel je pod denar in ja, bitcoinerji nekateri to So ga kupijo, a spregledali. ne? Nekateri pa ne. Jaz Tako mislim, da so da... ga kar spregledali, da kar razumejo. Ja, ampak po drugi strani, zdaj ne kaj razumem. boš naredil? Boš šel volt kontra, ki ne bi bil... Kamalo, misliš? Ali Kamelo? Kamelo, a boš Kamelo volil, ne? Ne vem, če ne, v tem trenutku. Mogoče vsem boljš v drugo smeriti, pro Bitcoin, ampak to ne pomeni, da se z njim strinjaš, ne? Tako je. Boris, a ti uporabljaš kaj Ledger Flex? Nisem še. Nisi še? Ne, Ja, veš, zakaj ga še nisi? ker ga ne bom. Kako mi zdaj ven prišel? Ja. Kaj je prišlo zdaj ven na tej konferenci v Nashville, če se ne motim, ne? Ja. Prišel Ledger Flex. Ledger je predstavil novo denarnico. Daj stane malo povej, kaj je to sploh. Denarnico z velikim e-ink zaslonom. Kaj pa je ink sploh? 2 leti nazaj smo spoznali Ledger Stacks. To je sploh prva naprava na svetu, ki uvaja ukrivljen e-ink zaslon. E-ink, veš, iz Kindla, iz Kobota, iz ja, e-bralnikov. razumem. No, to je ta počasen zaslon, ki je zelo dober zaradi nizke porabe energije. No, Aha. in ker so imeli težave z izdelavo Stacksa, so zdaj predstavili tudi cenejšo denarnico Flex, ki ima lahko e-ink zaslon brez ukrivljenega dela. Ali še kaj Bitcoina gor? Gor je prednaložen. Ne, poleg Bitcoina podpira baje še neke druge kriptovalute, ampak zgleda pa dobro. Ja? Ja. No, kar predvidevamo je, da bo Flex dvignil popularnost denarnic z velikimi zasloni, ki pa jih že imamo na trgu. Veš, letos se je na trgu pojavilo kar nekaj novosti, kot je OneKey Pro, ki izgleda kot en iPhone 4S, se ga spomniš? Ja. Lep, seksi. No, taka je zdaj ta denarnica in pa tudi Trezor, največji rival Ledger, je predstavil Trezor Safe 5, ki ima tudi barvni zaslon. Sicer manjši, ampak denarnice bodo od zdaj naprej večje. Se pravi, še en telefon. Še en telefon. Pismo je. Ampak varen. Nevaren. Varen. Okay. Daj pa prije na trg. Ja, Ledger ga je že predstavil, zdaj bo. Okay. Cena? To je treba pa tele Kaj na vemo? Ne Bitcoin shop vprašati, kaj se. Pejte na Bitcoin shop, pa dajte malo tam vprašanja jim. Tako. Ej, kam pa ti bo spravil svoj Bitcoin? Ja, porka Madonna, mandajo na strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si
Evo, uvajava novo rubriko Slovenske razpršene novice. Zakaj razpršene? Zato, ker je včeraj Ministrstvo za oksimorone, mislim za finance, izdalo, a ne včeraj, pač zdaj en dan, obveznice na tehnologiji razpršenih evidenc. Aha. Sprav, kupiš DLT. obveznico in je razpršena. In ne A- vemo, kje. Tveganje je razpršeno. Tveganje je razpršeno. To pa je In nova vrednost je razpršena. okay. Vse je razpršeno. To pa je nova No, tehnologija. lej, To pa oni je- pišejo, da smo postali prva država v EU in ena prvih na svetu, ki je izvedla takšno transakcijo. Se pravi, poskusni zajčki smo mi. Tako. Kaj pa je In- našega tukaj? Kaj je našega? V slovenskega kaj sploh? Ne, ta razpršena tehnologija oziroma kao transparentna javna objava ali izdaja delnic sicer poteka na banki BNP Paribas, ki je organizator izdaje in upravljalec DLT tokenizacijske platforme Neobonds, ki deluje na programskem jeziku DAML, na zasebni in zaprti tehnologiji razpršenih evidenc Kanton. Kako je to javno, razpršeno, decentralizirano, če to deluje na zasebni in zaprti tehnologiji razpršenih evidenc Kanton, ki jo upravlja neka tokenizacijska platforma Neobonds v lasti banke BNP Paribas? Vidim, da ni nič jasen. A ni bil To so te bullshit bingo besede, ki vidiš, koliko je tega le tam v tej izjavi oziroma v tej novici. a ne? Bolj malo razumem, kaj so hoteli tukaj povedati. Govorim za nas, Znaju, ki me ne za razumete, laike. ja. a ne. Ampak ja, dajmo pogledati. Čeprav mi smo poskusni zajček. Ja. Imamo francoske gospodarje, ki so rekli, da moramo mi to tam narediti. Prek njihove platforme, tam imajo enega izvajalca, ki ga plačujejo, zato da so jim razvili nek whatever jezik, ki govorijo, da je, kaj so rekli, razpršene neki, kar pomeni samo, da je pač 6 podatkovnih baz, ki se med sabo delijo te podatke oziroma jih sinhronizirajo, in to je huda novica. Ne? Ja. Mene pa samo zanima, Zakaj? zakaj povej, naši, zakaj. ne, a res mora sploh to, zakaj? Ja, ne, oni so povedali, zakaj. Aha. Izdaja takšne obveznice dokazuje pripravljenost države za uvedbo najsodobnejših finančnih tehnologij ter jo pozicionira kot napredno in inovativno na globalnem finančnem področju. To prav tako pritegne mednarodno pozornost Wow, Slovenija na mednarodnih finančnih, pa vsi se In- borijo za te in naše mlajše obveznice. generacije. A si ti predstavljaš, Aha. kako dijaki, študentje trepetajo, ker imajo možnost zdaj razpršene obveznice? To bojo vsi upisali zdaj, sigurno na faks. 100%. tole. Aha. In oni so tudi polni denarja, ne, študenti pa Ja, dijaki. Ja, Mlajše ja. generacije. Ja, ne. vsak že ima svoje bajto in Ja, ima sredstva ja, za vlaganje. a ne. Veš In, kaj, se pravi, mi smo to izdali, zato da smo prvi, pa kul, pa ne vemo čisto točen. valjda ne vemo. Zakaj. Drugi se bojo naučili, ne, kako je treba to delati. Ampak mene bolj, če smo za neko inovativnost, pa digitizacijo ali karkoli že hočemo tukaj zdaj neko zgodbo splesti. Zakaj pa nismo mi tisti, ki bomo pa prvi v Evropski uniji, ki držimo Bitcoin kot država? Mislim, to ima pa smisel. A eno pa, ok, razumem pa, zakaj je taka novica prišla. Boris, zakaj je Bitcoin? Zakaj ne Bitcoin? Okay. Bum, ja, konc. Vsi smo ljudje, tudi politik, ali pa jaz, sem lahko dober ali pa loš. Lahko sprejemam Bitcoin, lahko pa ne. Kaj je pomembno pri Bitcoinu, so njegove lastnosti. Ne glede, kakšen sem jaz, ali kakšna je družba, ali kakšen je en politik, ali kakšen je en prijatelj, ali pa en drugi človek, Bitcoin dela svoje. Zato, ker je Bitcoin najbolj varno omrežje na celem svetu. Zato, ker Bitcoin ima omejeno število kovancov, vsi kovanci so enakovredni, enaki, vse transakcije potekajo brez cenzur, zato, ker želiš imeti sredstvo, ki ti ga nobeden ne more zaseči. Ti, David, a si ti dobil kaj za ta intervju danes? Sem, Res, jaz nisem pa nič dobil. Kaj si znanje. A ja. zato Ti pa nisi nič res. dobil? Zato so pa Poslušal bi mal, ne? Bom to na eno epizodo, 100%. Boris in Živa, hvala lepa za vajen obisk, hvala lepa, da sta predrla najno nedolžnost, kar se intervjuje tiče. Jaz sem se res veliko naučil in inspirirata me s svojim delom. Hvala. Hvala za povabilo. Hvala vam za povabilo. Se veseliva še
naslednjega podcasta in že tako vaju spremljava in tudi občudujeva vajino delo in tako, kot mi dva tudi vidva širta naprej, kar pa smo itak zato tukaj. Hvala. Ej, spet imamo novega sponzorja. Ne. Mama, Bitcoin knjižnica najnim poslušalcem podarja 20% popusta na posamezno knjigo. Pojdi na www.bitcoin-knjižnica.si in nesi kodo na coinu. Eno po eno. Se veste, knjiga na knjigo palača. Kakšna palača? Ja, polna knjig, kašna pa.